Jaz sem čisto navdušen. Rad bi nas malo navdušil o Jezusovi svobodi. Jezus je, se mi zdi, da je to ena res čudovita tema, ki nas pripravlja na to, kako priti do krsta v Svetem Duhu in kako razumeti karizme. Če nimamo te Jezusove svobode, imamo en problem. In ok, gremo po vrsti. Torej, cilj Boga za vse nas je pravzaprav zelo jasen. Ne? Cilj Boga za vse nas je kaj? Kaj je cilj Boga? Da bi ga spoznali. Da ne sodariš. Kaj je cilj Boga? Ljubezen. Ljubezen. Brez pogoja. Cilj Boga je ljubezen. Zato, ker se je on odločil, oziroma ker v 1. Janezovem pismu piše, da je on ljubezen. In potem nam je dal dve največji zapovedi, ki govorita o ljubezni. Ljubi svojega Boga in ljubi svojega bližnjega. In glejte, odprite Rimljanom 13:10 in boste videli, kaj piše. A bi vem, kje je tvoje svetopismo? Portugalsko. Ja, da, telefonček. Evo, Rimljanom 13:10, kdo bo to prebral? Ja. Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave. No? A ste vsi to spremljali? Pomeni še enkrat, Luka, na glas. Ja. Ljubezen bližnjemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave. Ljubezen je izpolnitev. Rimljanom 13:10. Pomeni, ljubezen je izpolnitev postave, zakonodaje, pravil. To je izpolnitev, to je rezultat. To je naš končni cilj. A ne? Potem pa pravi Jezus še eno zanimivo stvar, da ljubiti tiste, ki vas ljubijo, ni težko. Ampak nam pravi, jaz vam pa pravim, ljubite svoje sovražnike. Torej, Jezus nam pravi, da moramo ljubiti vse. Pomeni, da ne gre za tisto ljubezen, ne, ki je naravna, a ne? Ki bi ti imel nekoga rad, zato to ni težko, ne? Kada te vsi lepo. Ampak gre za drugo ljubezen, agape. Lahko bomo tudi rekli neodvisno ljubezen. Torej, taka ljubezen, ki ni odvisna od tega, kaj si kdo o tebi misli in kaj kdo dela tebi. A ne? Zato, ker tudi Bog, ne glede, kako se mi na zemlji obnašamo, enako ljubi vse. Piše v Svetem pismu, da Božja, kako tam piše, da Božja ljubezen sije na grešne in na pravične. Pomeni, ljubezen se ne more zaslužiti, to je dar. A ne? In tudi ne moramo pri tem nič narediti. In tisti, ki smo poročeni, je to zelo zanimivo. Torej, imeti rad svojo ženo, tudi če te kritizira, in imeti rad svojo ženo tudi, ko ni dober, ko niso lepi trenutki. Imeti ljudi, ki nas napadajo. Ne? Ampak ne samo odpuščati, ljubiti te ljudi. Ne? Jaz sem imel izkušnjo, ko smo imeli ta težave s hišo, ženska, ki nas je tožila 3 leta na sodišča. Peklensko sem se namatral, da sem rekel, stari moj, tudi njo moram imeti rad. Ma nije, sigurno ne bi hotel rad biti zraven sebe v nebesih, ker mi je to gorja naredila, toliko neprespanih noči. Ampak to pomeni, da Jezus je tukaj nekompromisen, ker Jezus govori, ne, da je to. Ok, kako pridemo do ljubezni?
Rad bi vam napisal eno formulo, kako pridemo do ljubezni. Po ljubezni. Kako pridemo po ljubezni? Tukaj nekaj manjka, pol pride plus, pa še tukaj nekaj manjka. Odnos. Ok, ljubezen je tako že rezultat odnosa. Tudi pri Sveti Trojici. Služenje. Svoboda. Pomeni Odločitev. v enem odnosu ostanemo pri zakonu. V odnosu med zakoncema ni več ljubezni, kot je svobode. Ljubezen se meri po svobodi. Amen. Pomeni, če isto je v odnosu do bratov in sester, in lahko bi rekli, isto je v odnosu med nami in Bogom. Če je med nami preveč pogojev, preveč zahtev, preveč stvari, preveč omejitev, preveč tega, če ti meni to, pol jaz tebi to, če meni ti to, pol jaz tebi to, daj dam, tega pri ljubezni ni. In potem ne teče med nami ljubezen. Ne? Torej, vse zahteve, ko mi dajemo neke zahteve in neke pogoje drugemu, to ne vodi, ne prepušča ljubezni. To ni kanal, ki bi prepuščal ljubezni. Ne? Torej, cilj našega življenja je svoboda, predpogoj, oziroma je ljubezen, predpogoj je pa svoboda. In potem še imamo še eno stvar. Kaj bi zdaj tle moglo noter prideti, da bi prišli do ok, imamo svobodo, ampak ok, to bomo še rekli, kaj je svoboda. Svoboda plus, kaj je ljubezen? Svoboda plus, kaj si želimo? Ne, preveč mi govorite cerkveno, preveč mi govorite teološko. Zvestoba, odlično. Zvestoba bolj preprosto povedano je kaj? Kaj predanost? Naklonjenost, ne? Ja, okay. Da se ti to več naklonjenost. Ja, zvestoba je več. Zvestoba je trajna naklonjenost. Je trajna naklonjenost, ne? Pripadnost, ja. Ampak to pomeni, da si ti, razumete, če recimo jaz sedim na kavču in pride moja žena k meni in reče, Matej, nekaj ti govori in reče, poslušam, ti samo govori. To ni naklonjenost. A ne? Ampak naklonjenost je to, da če ona pride, da jaz odložim svoje stvari, mogoče imam milijon stvari, jo pogledam v oči, poslušam in ji podelim svoj čas. Ne? Ljudje velikokrat pridejo pa rečejo, ti kar govori, jaz te bom že poslušal, ne? Ali pa ne, mi moški gledamo televizijo, fuzbal, stari glik je napeto in on je hoče in nekaj ti rečeš, joj, kje si me zdaj našel, ti pa govori, jaz te že poslušam, ne? In torej to ne laufa, ne? Se spomnite onega primera iz bogatega mladeniča, ne? Ki se srečata z Jezusom. In ga on vpraša, to naredim, vse to naredim, vse to izpolnjujem, kaj še moram narediti, da pridem v nebeško kraljestvo? In Jezus, preverite natančno, piše, pogledal ga je, dal mu je naklonjenost in povedal, prodaj vse, kar imaš in hodi za meno. Ok, on to ni mogel speljati, ne? Ni se za to odločil in poležalo s tem nočel, vendar Jezus mu je podal naklonjenost. Ko Jezus zbira učence, za Mateja posebej piše, se to je sedanji papež, tudi pravi, da ga je ta odlovnik govoril, torej učence je pogledal z ljubeznijo, a ne s tem, kaj je učal. Torej, in zdaj bi rad malo spregovoril o svobodi. To je tema. To je prava tema, torej, ki je mene tudi zelo nagovorila. Kaj je svoboda? Je svoboda to, da lahko delam, kar hočem? Torej, svoboda ni to, da lahko delamo, kar hočemo. Ne? Svoboda, ki jo vidimo pri Jezusu, je nekaj posebnega. Torej, jaz sem popolnoma prepričan, da je bil Jezus popolnoma svoboden človek. Ne? In je v bistvu naš model. Pa bi rad pogledal, kakšen primer. Danes, mislim, da ga ni treba brati, danes smo brali odlomek, pri Maši smo brali,
tisti, ki niste bili pri maši, pa točno veste, o čem govorim, čudež v Kani Galilejski. Bila je panika, vina ni bilo, zmanjkanim je sramota, situacija taka, kot je bila. In Marija, njegova mama, pride k njemu z idejo, z željo, da naj Jezus nekaj naredi. In mu reče, vina nimajo. Ajmo, sinko, gremo, akcija. In kaj on reče? Žena, kaj imam s tabo? Torej, ignorirajo. Torej, o čem se mi dva mama za pogovarjati? Ampak, potem kasneje vidimo, da je ta čudež naredil. Zakaj je ta čudež naredil? Zato, ker je mama mu tam drezala. Izpolnil Božjo voljo. Verjetno je dobil informacijo od nekje drugje. Verjetno je dobil signal od očeta, da je zdaj čas, da naredi ta čudež. In Jezus ni izpolnjeval pričakovanja ljudi, tudi svoje mame ne, ampak ko je prišel trenutek, da je dobil signal od nebeškega očeta, je to naredil. In Jezus je to naredil. Potem drugi primer, ki ga lahko preberemo, je Janez 6. Torej, tle je Jezus govoril celo zgodbo glede tega, kako je on kruh življenja. Jaz sem kruh življenja in tako naprej. Jaz sem živi kruh. Če kdo je od tega kruha, bo živel veliko manj. Kruh pa, ki ga bom dal, jaz je moje meso življenja sebe. Torej govori v bistvu pravzaprav o Evharistiji in o svojem telesu, ki se nam ga daje. No, in zdaj preberi Janez 6:67. Jezus je tedaj rekel 12 ali Svetana. Tako. Ali hočete tudi vi oditi? Simon Peter mu je odvrnil. Gospod, komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš. In mi trdno verujemo in vemo, da si ti Božji sin. Jezus jim je odgovoril. Kaj vas nisem izbral 12, pa je eden izmed vas hudič? Govoril pa je o Judu, sinu. Ok, ta stavek je zelo pomemben. Ali hočete tudi vi oditi? Torej, Jezus jim da celo najprej predavanje o tem. Tema je težka, a ne? Kako bomo mi tebe jedeli, pa ono, pa tretje, ne? Verjetno, ali so si predstavljali, da bo to kanibalizem, ne? Ne? Ni več. Ja, ni več. Ampak, hočem reči, in težka je bila ta tema, nerazumljiva. Za Jude popolnoma nerazumljiva. In mnogi, prej piše, da so mnogi učenci zapuščali Jezusa. Ne? In Jezus jih popolnoma svobodno vpraša, hočete tudi vi oditi? Ni prišel pa rekel, pa jokal, fantje, ne, ostanite vsej vi, sej vas rabim, ne, kako bom brez vas, projekt bo propadel, ne, to naprej. Ampak je rekel, odprl je vrata, rekel, izvolite. Vrata so odprta, lahko greste. In pol Peter reče, komu naj gremo. Pomeni vidimo, da torej Jezus ni tu kompromitiral se. Ni se čutil obveznega zdaj do teh ljudi in da bi on spreminjal nek svoj del. Nikakršne odvisnosti ni imel od ljudi. Gremo še en primer. Sodni proces. Obtožuje ga milijon stvari, težke, ono, vse tretje. Pravzaprav, ok, reče kakšno besedo, ampak pravzaprav nikjer se ne brani. Ne? On mu reče, a si ti kralj, kako zdaj dej, povej nekaj že, ti praviš, da sem. On mu reče tako, Judo reče, stori, kar mora storiti, tako naprej. Popolnoma, Jezus nič ne naredi, da bi se branil, popolnoma je svoboda. Zato, ker hoče izpolniti samo očetovo voljo. In druga stvar, ki je zelo pomembna, da človek sam po sebi nikakor ne more biti svobodno biti. Imamo samo 3 šanse. Človek je po naravi narejen tako, da mora biti od nekoga odvisen. Zdaj imamo 3 variante. Ena varianta je, da smo odvisni od mnenja drugih ljudi. Druga varianta je, da smo odvisni sami od sebe. In tretja varianta je, da smo odvisni od Boga. A ne?
In edina odvisnost, ki nas pravzaprav osvobaja, je odvisnost od Boga. Bolj bomo odvisni od Boga, manj bomo odvisni od drugih ljudi in pravzaprav tudi od svojih egoističnih želja. Zato bi vas povabil, nas vse, da se danes odločimo, da bomo odvisni od Boga. Da se poslovimo od tega, tudi če smo ranjeni v svoji preteklosti, da se poslovimo od tega, da iščemo neko stalno potrditev pri drugih ljudeh. Jaz sem to leta in leta počel. Ne? Ampak to ni poanta. Torej, Jezusova svoboda je bila popolna odvisnost od Boga. In poglejmo še Janez 5. Janez 5. 17. Jezus pa jim je odvrnil, moj oče dela do zdaj in tudi jaz delam. Pomeni, naš nebeški oče je stalno na delu in on dela. In on je delal tudi takrat, ko je bil Jezus in dela tudi sedaj. Ampak Jezus je rekel, tudi jaz delam. Jezus je sprejel odločitev, da je popolnoma odvisen od očeta. Jezus ni ničesar naredil, ne da bi bilo v odvisnosti od očeta. Pa Jezus je bil Bog, to pomeni, Jezus je imel edini možnost, da bi lahko rekel celo, to bom pa naredil sami sebe. In zato nam je tukaj Jezus tako model. Da ničesar ne delamo mimo očeta. Če je to Jezus bil poslušen temu, ne, potem jaz lahko tudi isto delam. In potem je Jezus rekel, in jaz isto delam kot oče. In za nas, krščanske može, je zelo pomembno, da imamo en resen odnos z očetom. Jaz dolgo nisem razumel. Zato, ker smo vsi imeli, Slovenija je neverjetna, ne? V Sloveniji smo imeli zelo slabo, zdravo podobo očetov. In praviloma imamo zelo težko se sprejmemo nebeškega očeta. Jaz leta in leta, pa ker sem bil že krščen v Svetem duhu, pa sem že doživel izlitje Svetega duha, pa smo že pri frančiškanih slavili in ne vem kaj, pa čudeže smo videli. Ampak jaz še zmeraj nisem vedel, kaj naj z nebeškim očetom počnem. On je bil zame neka ideja, nekje dam v zraku en gospod z dolgo brado. Ker tudi, če bi prišel v nebesa, pred njega ne bi vedel, kaj ne počnem. Ko se ti pa ta podoba začne ozdravljati in Bog želi vsako tako našo podobo in našo preteklost ozdravljati. Potem pa lahko začenjamo postajati pravi kristjani, zadnji smo pri Jabi Milo govorili učenci. Jezus želi, da smo mi, da ga posnemamo in da isti model furamo. Da smo mi mali Jezusi v tem svetu. Da delujemo tako. Da rečemo, moj oče dela tako, želimo slediti in tudi jaz delam po njem. In rad bi nas navdušil, da je v tem vikendu odločitev, da bomo stopili v Jezusovo svobodo. Jaz sem začel brati evangelije samo pod vidikom Jezusove svobode. Ker me zanima, koliko vrstic je takih, koliko je takih nekih dogodkov, kjer bi rekel, ok, pa še to, pa še to, pa še to, pa še to, da se mi ta mozaik Jezusove svobode naredi. Ker šele takrat lahko pridem do prave ljubezni. Ko se ne bom bal, ko ne bom delal kompromisov. Ampak do Jezusove svobode, oziroma do te ljubezni, lahko pridemo, ne, ta drugi del je, ki se mu reče naklonjenost. Pomeni, ljudje rabimo naklonjenost, ampak tudi naš nebeški oče rabi naklonjenost. In ta Švicar, ki je bil na tem seminarju, kaj sem omenil, v Crikvenici, je enkrat doživel trenutek, ko je na enih duhovnih vajah ali nekem tednu doživel ta odnos z Bogom, ki ga je vprašal. Zelo te pogrešam, ker mi niti 5 minut na dan ne posvetiš.
zelo si mi pomemben in pogrešam teh tvojih 5 minut. Pogrešam tebe. In potem sem se jaz vprašal zase. In potem je on rekel, čakaj, očetu je med toliko milijardi ljudi pomemben mojih 5 minut v moji sobici. Nekje tam. Rekli bi, zelo slovensko, Bogu zavečeva. In tudi jaz sem sam sebe vprašal, Bogu je pomembnih mojih 5 minut. Sem rekel, mi bi mogli ustanoviti inicijativo 5 minut. Razumeš, da bi ljudi, zdaj smo vsi v nekih inicijativah, da bi ljudi začeli navduševati 5 minut, ma ne 100, ne 3 ure, ma 5 minut. In jaz sem se pokesal za vse moje trenutke, ko nisem Gospodu dal 5 minut. Jaz zdaj zjutraj to prakticiram, ok, se pol še, veste, pol ta žeja je itak večja, ne? In pol se itak zgodi. Ampak ni fora, da je danes imam 2 uri, jutri pa nič. Ok, če imam danes 2 uri ali pa pol ure, je super. Ampak važno mi je tistih 5 minut zjutraj. In 5 minut zelo tako hitro mine. Ampak ko sem videl z očetom, srečava tako, pa se reče v življu, pa nastavim v pravo smer, pa se postavim v vlogo Jezusove svobode, takrat tisti dan gre popolnoma drugače. Danes bomo šli pred Jezusa. Danes bomo želim, da ta večer mine zelo miren, da gremo dosti hitro spat, ampak da te stvari premislimo pred Gospodom. Brez neke velike galame, ne rabimo zdaj to veliko debatirati, ampak da res se pogovorimo z očetom, pokesamo, in stopimo v odločitev, da želimo 5 minut podreti Gospodu in da želimo biti svobodni, kot je bil Jezus. Šele takrat nas bo Jezus tako začel uporabljati. Lahko še kaj rečemo, pol pa gremo v kapelo. Predlagam. Jaz bi samo vprašal, kaj je to 5 minut pomenilo, 10-ka zdrav Marija? Ne govorimo o tem. A se pomembno, da sam se pogovarjaš? Tako je. Pomembno je, da smo mi v odnosu z Gospodom. Da svoje besede, ali tako mislim? Lahko si tiho. Lahko 5 minut poslušaš očeta. A pol je recimo, bi bilo zadošče, bi se zjutraj, ko vstane za 5 minut, sedel na stol, pa ne bi nič delal, ali? Točno to. Nič ne delaš, si samo z njim. Kaj pa če tava? Kako? Če misli pridejo? Če misli pridejo, pa jih izučiš. Ne? Kaj pa češ? A pustiš, da grejo njim, najbrž? To je lahko najbolj miren trenutek. To ni trenutek napetosti. Zato, ker jaz, ko se zjutraj zbudim, se počutim čisto utrujen. Ja, ok. Razumem. Predaš tudi to. Predaš vse. Predaš svoj bolezen, predaš vse. Ok? Hvala. Pa veš, kaj sem jaz še tele oziroma pomislil, svobodni do ljudi, do sebe, žene, do kogarkoli. Svobodni do Boga, oziroma svobodni do Bog. Da pravzaprav se mi ves čas v življenju delamo ene vzorce, ali pa živiš, v kakšnem koli odnosu živiš, v družini, z ženo ali pa z drugimi ljudmi, imaš nek odnos. In zdaj, si do njih tak in drugačen, ampak da ta odnos, ki ti živiš z drugimi ljudmi, ti v bistvu najmanj kar je podzavestno reflektiraš tudi odnos do Boga. Ti ne moreš imeti odnos do Boga, rečeš nek idealni odnos ali pa gradiš nek odnos do Boga, hkrati pa imaš do drugih ljudi nemogoč odnos. Tega ni. To je, se mi zdi, zelo velika povezanost. Hoče to reči, da če imaš ti z Bogom tak svoboden odnos, se bo to nujno reflektirati tudi odnos do drugih ljudi in obratno. To ne more biti nepovezano. Ker recimo veliko ljudi to razmišlja tako, zdaj bom jaz neki duhoven, pa bom sam, živel neko idealno duhovnost,
do drugih ljudi pa ne mogoče. Ne? Tega ni, ne? Ja, Tega ni. Gre samo potem za pačno predstavo Bogu. Nek odnos, ki sploh ni. Se piše v Janezu, da noben ne more reči, da ljubi Boga, ki ga ne vidi, Tako, ja. da ljubi pa svojega brata, ki ga vidi. Tako. Oziroma je ležnik, če se reče. Ja, ja. A ne, tudi tisto, kar smo zelo davno prebrali, ne, da so v bistvu ljubezen se uresniči v dejanjih oziroma Ja, je dopolnitev zakona. Še te recimo čist primer, ne. Izpolnitev. Ni nobena težava imeti svoje starše rad, ne. Staršem ni težko imeti svojih otrok rad, ne. Kaj pa svojo taščo, pastor? Soseda, ki te pokusil še po tvoji parceli, pa ne na tvojo željo, ki te, ne vem, ograjo sesul. Ne? Kaj pa ti? Kaj pa take, ki so te prizadeli? Bom čisto rekel, ne. Zdaj je zelo popularno, ne, se grejo levica, desnica, pa volitva, pa me niti ne zanima, ne. Predstavljaj si, da moraš imeti tudi Tita, pa Kučan, pa nekoga še vse, ker se ti jezik obrne, ne. Ampak to pomeni to, pa se lahko slepimo, kakor se čemo. Se to ne pomeni, da se moraš strinjati. Ne. To je druga stvar. Ali pa koliko ti je karkoli kdajkoli v življenju naredil slabo, ne vem, si ga v mulcu ti igrače skrili, pa lahko to še ali pa ukradli, pa če danes to ostalo v tebi. Kako mi tega človeka? Še hujši primer so, da hodiš splavati, pa na srečo te niso. Kako imeti take starše rad? Ampak točno to Jezus od nas pričakuje. So težke traumatične stvari, pa moramo. To ne pomeni, da se strinjaš z vsem, ampak dejansko ljubiš. Velikokrat ta beseda ljubezen je zelo zvodenela. Pomeni, da on vse drugo kot tisto, kar je Božja ljubezen. In brezpogojna ljubezen ne pomeni to, da se s čisto vsako stvarjo strinjaš, pa vsako stvar primaš. To tudi ni brezpogojna ljubezen. Ja, tudi beseda svoboda je zelo zvodenela, ne. Danes je to na nek način zelo idealizirana ta stvar, da biti svoboden, ampak pod to svobodo se propagira in promovira eno življenje, ko nisi vezan na nikogar in na nič, ne, ko si tako rekoč V luftu. Nobena odločitev te ne zavezuje, ti si lahko svoboden takrat, kadar si lahko odločiš, kakor ti tisti trenutek paše, ti sede, ko ti ne sede več, pa se pač greš, ne. Tako da tudi se tudi oglašujejo stvari, kot naprimer kakšni paketi, ko se zavežeš za nekega telefonskega operaterja, ne. Ali ste v slabi zvezi oziroma navezi, ne, bodite svobodni, pridite k nam, ne, pustite tisto zvezo, ne. V resnici sem se zdaj spomnil, kako smo se v gimnaziji pri veri in kulturi, no, to je ena redkih stvari, ki sem si tudi zapomnil, ki je bilo govora o svobodi, smo imeli razlikovanje, kaj pomeni biti svoboden od stvari oziroma od drugih, kaj pomeni biti svoboden za nekoga, za nekaj. To je zelo velika razlika v teh dveh pojmih, kako razumemo svobodo. In Jezus je bil svoboden za nas, ne. Naš cilj biti svoboden ni v tem, da smo od vsakogar, od vseh svobodni in da se lahko kadarkoli premisliš in prepustiš trenutnemu občutku, kar ti všeč, kot ti paše, ampak da si svoboden za nekoga, za nekaj. Da tista odločitev je šele ta prava. Mogoče tudi ena stvar. Zakaj se toliko ljudi noče poročiti? Ja, pa bom pa zvezda. Točno tako razmišljanje, ampak dejansko iz teh reklam
pride do tja. Mene se zelo dotaknila definicija zakona. V zakon stopaš popolnoma svoboden človek in se za voljo ljubezni odpoveš delu svoje svobode, svoje samostojnosti, zato da gradiš skupno svobodo in samostojnost. Danes bi pa tudi v zakonu, da vsak živo kot izmed zakona.